Kegljačice kegljaškega kluba Impol so nastopile na Evropskem pokalu v nemškem Loršu. Zasedle so odlično 5. mesto med 11 ekipami iz 8 držav. Mi pa poglejmo, kaj o tem meni prvi trener Silvo Kunčič. Ja, to je bilo za nas res nekaj novega, nekaj izjemnega. Nastopiti, bom rekel, v Evropi. Za nas neka nova izkušnja, na tem bomo dalje gradili, tako da jaz upam, da drugo leto ponovimo kaj takega. Če se ozremo torej na sam potek tekmovanja, tam je zmanjkalo 39 keglov, pa bi prišli v tisto četverico, ki je potem igrala za razvrstitev. Ja, nažalost zmanjkalo na 39 keglov. Po prvem dnevu smo še zasedali, mislim, da 7. 8. mesto. Po drugem dnevu smo se potem nekako dvignili, pokazali dobre igre. Na koncu je pa žal zmanjkalo 39 keglov. Bom rekel veliko ali pa tudi malo. Tekmo je spremljalo tudi več kot 500 gledalcev. Kako ste dejansko doživeli ta trenutek z gledalci, ki ga na domačih kegljiščih nimate? Ja, za nas nekaj novega, ne? Kaj takega vsak dan ne doživiš, edino mogoče na kakšni nogometni tekmi. Če se ozremo na same tekmovalni del, torej tekmovalke, lahko malo pobliže predstaviš tiste najboljše, čeprav bi izrazil se kar takole, da je ekipa zmaguje. Jaz bom pohvalil, kar so vse igralke, vse 6 igralk je nastopilo, igrale so zelo dobro, igrale so res, bom rekel, borile so se za vsaki kego, za vsako kroglo. In glej, čestitke in kapo dol. Bilo je super vzdušje, sama igra vseh igralk, mislim, da smo vse presenetile, tako da upam, da še bo več takih pokalov. Sam nastop torej na tem Evropskem pokalu je bil verjetno tudi neka novost napram slovenskim nastopom, kajti tukaj je spremljalo dogodek veliko število gledalcev, ki so bili neposredno povezani tudi z vami, tekmovalci. Ja, kegljišče je ogromno 8-stezno, odprtega tipa, tam je tudi dovoljeno, bili so bobni, trompete, tako da navijanje je bilo super tudi z naše strani, navijali smo za vsako igralko, tako da res je velika razlika med našimi državnimi tekmami kot pa to v Evropi. Lahko malo poanaliziramo torej posamezne dosežke tekmovalk v ekipi? Ja, midve z Majo smo dosegli 586 lesov, to je bilo pač v naši ekipi največ. Dejansko nobena ni igrala slabo, mislim, izkušnje imamo že jaz, pa Maja, pa Špela. Petra, Lučka pa Ksenija so opravile, glede na to, da so imele prvič to nalogo, za moje mnenje super. Tako da mislim, da to samo pač potem tudi doprinese za same državne tekme, mislim, ne bom rekla, da je lažje, ampak ja, pritisk je, ga lažje mogoče malo kontroliraš. Na samem tekmovanju torej ekipe iz 8 držav, kakšna je to kvaliteta, verjetno kar zastrašujoča napram nam? Ja, to so izjemne ekipe, dajo veliko denarja, bom rekel, vložijo v kegljanje, veliko denarja vložijo tudi v infrastrukturo, tako da tudi rezultati taki tudi kažejo. In kaj takšni evropski nastop potem torej napoveduje za tiste domače tekme, za domačo prvenstvo? Ja, podali smo 114 keglov, to je naš klubski rekord, tako da samo upam, da bodo punce zdržale to formo. Forma, bom rekel, se dviguje in naj se tako nadaljuje. S tem nastopom ste potrdili visoko kvaliteto, tako iz domačega, tudi na mednarodnem prizorišču, in imamo pa tudi Maja, ki ima obveznosti za svetovni pokal z reprezentanco. Ja, Maja zdaj manjka, ona se zdaj pripravlja, konkretno zaradi tega, ker konec meseca potuje na Poljsko, tako da upamo, da bo tam z pač reprezentančno ekipo tudi dosegla kakšne rezultate, pa seveda, da se bo pač še čulo za Slovenijo tudi kje drugje, ne.